Daj, pa dobro, kam so odfrčali? No, kako mi je vse ušlo izpod nadzora? Ustavite se malce. Kako je sedaj to? Saj ste vendar angeli. Umirite se malo. Ja, kakšni pa ste? A ne veste, da je danes Miklavžev večer? Ste malce pozabili? Pa veste, koliko dela še imamo? Darila moramo še pripraviti, da jih bo Miklavž odnesel na zemljo. In veste, koliko daril je letos potrebno pripraviti? 1,8 milijarde. In zmanjkuje nam časa in ura tiktaka in mi mudimo. Joj, jaz ne vem, kako bomo tole speljali. Zabušanti, presneti, vsako leto je enako. Pa kako naj začnemo pakirati, če nimamo papirja za zavijanje? Ja, kako da ne, saj so ga nam ravno kar pripeljali en kamion iz nebesne papirnice. Samo razložiti ga še moramo. Tako, evo, organizirati se je treba in to čim hitreje delajte. Dajmo, kaj čakate? Kje imamo pa kakšne škarje? Presneto, kako se pogubimo? V takem neredu ni čudnega, še svoje glave ne najdete. Dajmo. Počakaj, kaj bežiš? Saj veš, da danes nebesni frizer ne dela. Te bom že jaz ostrigel. Ne, pusti me, ne boš me ostrigel. Jo pa, kaj vama pride na misel? Daj sem škarje. Ti angeli, ti poredni, škarje rabimo za zavijanje, kaj ne? Joj, grem sedaj, ne morem vas gledati. Dajmo z delom, dajmo. Kje pa imamo kaj sladkarij? Bomboni, čokolade, kakšni žvečki? Sladkarije pa še kaj. Letos ne bomo dajali nič sladkarij. Otroci se že tako ali tako izmišljujejo, da jim že vsaka čokolada ni več dobra. Letos jim ne bom dal nič sladkarij. No, tako pa spet ne smemo biti strogi načelni. Nekaj sladkega vendar moramo dati, če to tudi ni najboljše za zobe. Kadar so pa pri njih, stih pa zaslužijo, kaj ne? Ja, no dobro, naj jim bo, grem po nje. Kje imamo pa pisma? Ponavadi smo se tako organizirali, da je eden bral pisma, ostali pa smo pripravljali darila. Tukaj in poglejte, koliko jih je raznovrstnih želja. Sem že malce poškilil vanje. Firbeč ni. Ti si pa kot ena stara nebeška baba firčna. Ja, zase se brigaj. No, dajte mir. Če se bomo krigali, res ne bomo dokončali dela. Joj, mene, 300 piškovih orehov, kako se je moglo to primeriti? Joj, poglejte, 300 prisvojenih parkeljnov, prav vsi so se prismodili. Kako to, da ni nihče pazil na pečico? Saj bi tebe dal paziti, pa me je strah, da bi nam vse pojedal. Kakšen si? Kaj pa? Ti, pridi. Tebe bi dal paziti. Ti si nekoliko bolj suhljat in ne poješ veliko, kar ti pojdi pazit parkeljneja. Ja, da ne bo potem tako kot lani. Lani on pazi na pečico. Poglejte ga sedaj. Ja, no, to dobro, ampak nekdo pač mora paziti na parkeljne. Saj ni važno, saj bo priden. Grem tudi jaz malce pogledat. Ti beri pisma, mi pa bomo pripravljali darila. Dej že. Spet nam je pisal Filip iz Žirovskega vrha, da ima vedno največ želja, pa si najmanj zasluži. Potem mu pa dajmo palico, grem takoj pojenoti o nebeške grme. Ah ne, saj nisem tako mislil. Letos ga še obdarujmo tako, kot se želi. Za drugo leto bomo kar prišparjeno eno palico, če se je poboljšal. Dajmo mu vendar še eno priložnost. Se strinjate? Ja, se strinjamo. Dragi Miklavž, spet je leto naokrog in ti pišem. No, pa ja ne boš tega bral. Pridi k bistvu. Kdo pa ima čas sedaj le poslušati vse to? To je res, mudi se nam, zato bom preskočil vse to pisanje. Bomo pa kdaj čez leto prebrali, kaj vse so otroci zapisali. Takrat tako ali tako nimamo nič za početi. Skratka, pravi, da bi rada sestrico. Sestrico? Ja. Zakaj pa ravno sestrico? Tako ne vem, če mi pa ne pustite prebrati celotnega pisma. No, preberi že. Dragi Miklavž, spet je leto naokrog in ti pišem. To smo že slišali.
Letos nimam nobene drug želje, kot to, da bi dobila sestrico. Tako zelo sem osamljena. Mamica in očka po celi dnevi delata, v šolo me pride iskat babica, ker očka in mamica takrat še delata. Potem pridem domov in komaj čakam, da prideta. Ko pa prideta, pa nimata časa zame. Vse drugo je bolj pomembno. Ko bi imela sestrico, vem, da bi bila mamica eno leto doma. Ko bi sestrica mama zrasla, pa bi se igrali. Dragi Miklavž, lepo ti prosim za sestrico. A pa je dobro, pri temu pa mi nimamo kaj dosti vpliva. Oču in mamici naj rečeš, mi pa lahko zmolimo samo kakšen oče naš, da bi si mamica in očka odločila še za enega. No, kaj pa potem damo? Klasični darilni paket, nekaj igrač in nekaj sladkarij in še ene rokavice zraven. Imamo še veliko pisem. Še začeli nismo. Pa nadaljujemo. Miha si želi tablični računalnik. Kaj pa sedaj to? Kakšen računalnik? Tablični je tehnologija na zemlji pa res kar preveč brzi. Tu v nebesih je ne moremo dohajati. Dajmo to pismo na stran, pa potem vprašamo Daga, če kaj več veti. Mogoče bo šel pogledat na nebeški internet, če bo kaj zadetkov. Potem pa beri dalje, kakšne so te še želje? Mija si želi medvedka, belega medvedka. Saj tega sem pa danes dopoldne še videl. Kje je pa sedaj? Nika, kaj pa vem, kje je? Iščite vendar, mudi se, mudi. Ja, poglejte, naš najmlajši angelček ga stiska k sebi. Kako to? Nisi imel na zemlji dovolj igrač? Ne, na zemlji sem živel v tako revni družini, da nisem imel nobene igračke. Vedno sem si želel medvedka, pa mi ga očka in mamica nista mogla dati, nista imela denarja. No prav, ga boš dobil čisto svojega. Tega pa danes moramo dati mi, prav? Prav. Dovolj sentimentalnosti. Berem dalje. Tina si želi še eno punčko za igrati. Saj ima ženo, kaj jih je treba toliko? Pred leti je bila dovolj ena, sedaj pa bi kar cel vrtec imeli doma iz teh luk. Kaj, če ji damo rajši punčka iz cun, ali še bolje, da ji damo material in navodila, kako bo to punčko sama naredila. Pa še ob tem se bo kaj naučila. Ja, kaj sama si jo ne naredi. Prav, ja, pametna ideja. Naslednji. Andraž pravi, da ne potrebuje ničesar, samo Miklavž in angelcem pošilja pozdrave, želi pa si, da bi se v družini imeli še naprej radi. No, vidite, ravno tak, ki si ničesar ne želi, tak bi si največ zaslužil. Mislim, da takemu igraču in sladkarije ne pomenijo prav dosti. Vaš ste mu le ljubezen in razumevanje. Kako lepo. Pa ste se le nekaj naučili. Nekaj pa le. No, kako pa gre delo? Še kar! Še kar? Niste videti najbolj navdušeni? Kako to? Bo treba malce bolj pohiteti. Ja, saj veste, danes je pa res Miklavžev večer, vi pa bolj govorite, kot pa kaj naredite. Dajmo, dajmo. No, pa še štorasti sta po vrhu tega. Zavijajte. No, Ja, saj jih. a boste naprej nadaljevali, kaj imamo še? Azif iz Afrike si želi pestriža. Pestriža. Pestriža v Afriko, dajte, no dajte. Bomo dali kar nekaj vreč tega riža, pa bo za celo vas, se bodo vsi najedli. Bom osebno naročil Miklavžu, da ja ne bo pozabil. Imamo še kakšno pismo? Čingšaj iz Kitajske si želi sestrico, pa ve, da je ne bo dobil, ker bi potem starši mogli plačevati davek. Kaj lahko storimo tukaj? Ne prav dosti. Na zemeljsko politiko tukaj v nebesih pa res nimamo vpliva. No, še na zemlji ga nimajo. Pustimo to. No, lahko bi mu pa dali, veste kaj, eno punčko izdelano v nebesih, ker na zemlji imajo tako ali tako same take igrače z napisom Made in China, pa naj bo ena z napisom Made in Nebesa. A ne bi bilo super? No, kar tole punčko mu dajte, pa bo. Prav? Kole. No, jaz pa moram sedaj spet nazaj pogledati, da se mi parkeljni naslednja runda slučajno ne prižgejo.
Kako to, da ste te vreče nastavili ravno tukaj na sredi hodnika? Au! Če bi bili mi tako štorasti, ne bi nikdar pripravili vseh teh daril. Kar z rokami naredi, pa z ritjo podere. Ja, misli, kaj je, ko je Miklavž pooblastil, da nam ukazuje. Preveč se šopiri. Ja, tudi je že res, da je štorasta, upravljati za njegovim hrbtom pa res ni lepo. Tak je, kot je in takšnega moramo sprejeti in imeti radi. Se ni sam kriv, da počne tako delo. Nekdo mora biti zadolžen tudi za taka nehvaležna opravila. O, kar se tiče nehvaležnosti, bi se dalo govoriti, saj tudi nekateri otroci niso žal hvaležni za prejeta darila. Pa kaj naj storimo tukaj? Miklavž nam vedno reče, da naj otrokom damo približno tisto, kar si želijo. Res pa je, da so želje kdaj kar precej velike. Prevelike, saj ste videli tablični računalnik. Še vem, nekaj je to, a zagotovo nekaj zelo dragega. Za ta čas, ko je na zemlji kriza, zelo neprimerno. Angelci, umirite se, imam eno posebno veselo novico. Kar se ti parkeljni tokrat niso zažgali? Ne to. Da med nas prihaja sveti Miklavž. Res, sveti Miklavž. Ja, že prihaja. Dober večer. Dober večer, angelci. Ja, vidim, da še pridno delate. Iskrena hvala za vašo požrtvovalnost. Veste, angelci, prišel sem vam povedati, da bom tudi letos, tako kot vsako leto, šel večkrat na zemljo, zato res ni treba vseh teh 1,8 milijarde daril naenkrat pripraviti. Kar počasi in seveda pazljivo. Hvala Bogu. Ja, pa ne glede na to, da sem vas pohvalil, bi vas rad opomnil, da bodite pri svojem delu res previdni in natančni. Poglejte, kaj sem našel pred vrati. Pisemce ste izgubili. Saj vem, da ni bilo za nalašč, ampak bodite pri svojem delu res pazljivi, kajti ne morem si predstavljati, kako bi bil žalosten tale Tinček, če ne bi dobil darila. Za vse otroke na zemlji imamo dovolj daril, zato jih kar za vse pripravite. Ja, bomo, Miklavž. No, a potem odhajate na zemljo sedaj? Ja, jaz bom sedaj šel na zemljo. Nocoj, veste, grem imam zapisano, v Žirovski vrh. V Žirovski vrh grem. Se že veselim srečanje s temi čudovitimi ljudmi. No, v redu, potem pa kar pojdite, mi vas bomo pa na zemljo pospremili z eno pesmico. Malce le počakajte in poslušajte, potem vas bo pa kar samo odneslo proti Žirovskemu vrhu. Ja, veljam, majčkano vas bom poslušal, potem pa res moram na pot, daleč je do Žirovskega vrha. Na strune svojih dni
Dober večer. Dober večer. Saj je tukaj Žirovski vrh, kaj ne? Je, prav ste prišel, prav. Daj nad Angel, pomagaj mi malo. Drži mi tole knjigo. Hudobci, vi pa mir, ne strašite mi teh otrok. Ja, koliko se vas je zbralo nocoj. Vsako leto vas je več. Kot vidite, pa mi je le uspelo priti k vam. Sicer z majčkano zamudo, veste, letos angelci tako zelo zamujajo s pripravo daril. Sem že mislil, da jim ne bo uspelo, pa so se le potrudili in tako sem lahko zopet prišel med vas, dragi otroci in člani turističnega društva Žirovski vrh. Vsako leto sem tako rad med vami, ker ste tako prijetni in prijazni ljudje. Vaši otroci so še tisti pravi, tisti, ki jih še ni pokvaril današnji svet. Le pazite nanje, da taki ostanejo in jih vzgajajte v pravem Božjem duhu. Naučite jih pravih vrednot in jim pokažite, da jih imate radi, saj otroci včasih potrebujejo le to. Pa da ne bomo samo govorili, med vas nisem prišel kar tako brez razloga, kaj ne otroci? A veste, zakaj sem prišel?